Polona, pozdravljena. Živijo. Razmere na vzhodu Ukrajine se zadnje tedne močno zaostrujejo. Zdi se, da je mirovni sporazum sklenjen septembra lani popolnoma pozabljen. Uporniki na eni strani krepijo svoje vrste, ZDA razmišljajo, da bi v Ukrajino poslale dodatno orožje. Kakšni meseci so pred državo? Mislim, da je kot na dlani. Konflikt se razvija v smeri eskalacije, kar je še bolj strašljivo je, da ne gre za nek lokalen konflikt, ampak vojno v središču Evrope, v katero sta posredno vpleteni jedrski velesili. In meni osebno se zdi, da se je ta konflikt šele dobro začel. Zato mislim, da je odgovornost nas vseh, še posebej pa medijev, da naredimo vse, da bi prišlo do umirjanja žogice. Predvsem v tem smislu, da prenehamo svariti pred fiktivno rusko invazijo. Recimo včeraj sem ravno slučajno odprla Pop TV in prva stvar, ki sem jo zaslišala, je bila opozorila, da morebiti pa Rusija zdaj pripravlja skorajšnjo invazijo. To vsekakor ne pripomore k umirjanju napetosti. Predvsem zato, ker je načelnik generalštaba ukrajinske vojske Muženka pred dnevi on the record priznal, da v Ukrajini ni regularnih ruskih vojakov. Ukrajinski poslanec v parlamentu Kaplin je potem dejal, da vojne na vzhodu Ukrajine ni začel ruski predsednik Putin, pač pa ukrajinski predsednik Porošenko in predsednik ukrajinskega parlamenta Turčinov. Da se ne bomo sprenevedali, na vzhodu Ukrajine so seveda ruski prostovoljci, tam so tudi srbski prostovoljci, kar je bil včeraj spet velika zgodba v slovenskih medijih. Vsi so poročali, da se na vzhodu Ukrajine borijo tudi srbski prostovoljci, nikoli pa nihče ne poroča o tem, da se v Ukrajini borijo neonacisti oziroma skrajni desničarji iz celotne Evrope, pravzaprav bi lahko rekli iz celotnega sveta, ki sodelujejo v neonacističnih bataljonih Dnipr 1 in Ajdar, ki so ga pred kratkim razpustili. In kar se mi zdi najbolj nevarno v Ukrajini, je ta krepitev tega neonacističnega vektorja, ker te neonacisti so že počasi ušli izpod kontrole. Sodelujejo na primer v vojski, v privatnih vojskah ukrajinskih oligarhov ala znani oziroma razvpiti Igor Kolomojski. In recimo zdaj ta pred kratkim razpuščeni Ajdar je pred dnevi v Kijevu napadel poslopje obrambnega ministrstva. V začetku januarja so ukrajinski neonacisti kar vsem na očeh korakali po središču Kijeva. Mislim, da v Ukrajini zmaguje ta vojna opcija, kajti te notranje intrige je videti tako, kot da bi recimo premier Jacenjuk, ki so ga izbrali Združene države Amerike, rada bi spomnila na ta posnetek, v katerem je Nuland Evropsko unijo nekam poslala in kot svojega izbranca za predsednika ukrajinske vlade imenovala prav Jacenjuka, in Turčinov naj bi se že pripravljala na odstranitev Porošenka, ki je pravzaprav v Ukrajini tisti politik, ki je najbolj naklonjen sklenitvi mirovnega sporazuma. In zato se mi zdi še izjemno pomembno, da Evropa končno prisluhne opozorilom Rusije o nevarnosti vzpona skrajne desnice v Ukrajini, kajti če bi Evropa oziroma cel svet prej prisluhnili opozorilom Rusije na grožnjo skrajnega islamizma v Siriji, to so opozarjali kot prvi, potem se danes Islamska država ne bi razpasla do te mere, kot se je, kajti poudariti bi želela, da prav vse, kar pride iz Rusije, ni vedno umazana propaganda. Ta grožnja pred skrajno resnico je realna grožnja. Če se vrnemo na vzhod Ukrajine, kakšne so razmere na terenu? Če sklepamo na podlagi razmer na terenu, bi rekla, da je zelo malo verjetno, da bi separatisti v tem trenutku odložili orožje, kajti ta osvojitev letališča v Donetsku jim je nekako dala krila.
Bliskovito so osvojili Ugljegorsk, v Debalcovu pa naj bi že skoraj bil sklenjen obroč okoli od 6 do 10 tisoč ukrajinskih vojakov. Naj bi bilo skoraj da že obkoljenih. Ocene so različne, odvisno katere medije spremljaš, ali spremljaš ukrajinske ali ruske medije. Poleg tega so tudi zelo različne ocene, koliko Ukrajincev ne bo padlo v bojih. Berkut oziroma Kiber Berkut, tam pišejo, da jih je naj bi padlo že več kot, v parih dneh padlo že več kot 1000, to je ogromna številka. Potekajo že protesti mater ukrajinskih vojakov in jaz mislim, da bo kmalu tale opozicija proti vojni v Ukrajini tudi prišla na površje, ampak kar me spet skrbi je, da bo pač ta opozicija proti vojni in tudi socialni nemiri, ki so tudi neizogibni, kajti Ukrajina je praktično bankrotirana država, da jih bodo poskušali umiriti tudi z neonacisti. Tako da ta grožnja neonacistov, še enkrat bi poudarila, da je izjemno velika. Potem, če gledamo posnetke iz vasi Nikišino, ki so jo separatisti osvojili 1. februarja, potem vidno, tam je popolno uničenje, vidno je, da so ukrajinske enote pač mesto zapustile v paniki, tam ležijo njihovi osebni predmeti, zato da bi rešili golo življenje. Kar se tiče separatistov, jaz mislim, da še nekaj časa ne bodo pripravljeni na pogajanja, predvsem zato, ker je Kijev zadnje premirje izkoristil za priprave na novo vojno. Tukaj bi zopet želela opozoriti na napačno poročanje številnih medijev, kajti tokratnega premirja niso prekinili separatisti, ampak ukrajinska vojska in to z ofenzivo na Donetsk. Šele na to so pač uporniki odgovorili s protiofenzivo. Predtem je ruski predsednik Vladimir Putin Kijevu ponudil, predlagal umik težkega orožja na črto premirja, vendar mu Porošenko na to niti ni odgovoril. Hkrati bi želela opozoriti, da tudi Rusija tukaj igra dvojno vlogo. Na eni strani se grejo mirovnike, na drugi strani pa seveda totalno podžigajo ta konflikt, če ne drugega z logistično podporo. Vodja upornikov v regiji Donetsk, Aleksandr Zaharčenko, je napovedal mobilizacijo več tisoč dodatnih upornikov. Cilj je osvojiti celotno regijo Lugansk in Donetsk. Ali to pomeni, da za upornike, da te regije ostanejo del Ukrajine, ni več opcije oziroma ni več na pogajalski mizi? No, Zaharčenko je že pred časom jasno in glasno dejal, da večja avtonomija, kar je bila na začetku opcija, ne pride več v poštev in da pač se uporniki oziroma separatisti, kakorkoli že imenujemo, borijo pač za neodvisnost Luganske narodne republike in Donetske narodne republike. Tukaj bi želela opozoriti, da verjetno mu ne gre pretirano zameriti, kajti če Kijev dan za dnem neusmiljeno tolče po tvojih stanovanjskih soseskah, ubija tvoje otroke, žene, tvojim starcem odreka penzije, ti odreka pravico do vode, hrane, ti odvzema humanitarno pomoč, potem verjetno poti nazaj več ni. Kar se tiče njegove mobilizacije o 100 tisočih prostovoljcih, prostovoljni mobilizaciji, se mi zdi, da je ta številka nekoliko pretirana. Predvsem se mi zdi, da jo je treba razumeti v smislu dodatnega strašenja nasprotnikov. Ko smo pa že pri temi mobilizaciji, bi želela opomniti še, da je bila pred kratkim objavljena tudi še ena mobilizacija ukrajinske vojske, 50 tisoč vojakov, kar se je izkazalo za popolno katastrofo, kajti samo v enem tednu je v Rusijo zbežalo 20 tisoč ukrajinskih mladih fantov in trenutno je v Rusiji že 2,5 milijona Ukrajincev, kar je še en dodaten dokaz, da je Ukrajina tako imenovana failed state in da je kratkoročno ni pomoči. Nekako, če ukrajinska himna pravi, nekako tako gre. Še ne vmerla Ukrajina, to pomeni, Ukrajina še ni umrla. Jaz mislim, da je Ukrajina v takih okvirih, kot jo poznamo do zdaj, umrla že 2. maja, ko so bili v prostorih sindikatov v Odesi
je bilo ubitih oziroma zažganih več 10 proruskih separatistov, ogenj so pa potaknili proukrajinski separatisti. Jaz mislim, da tukaj gre za izjemno travmatične zgodbe, ki ne bodo zelo hitro pozabljene. Kakšna je potem tvoja rešitev? Kako ti vidiš rešitev ukrajinske krize? No, jaz mislim, da je edina rešitev to, da se Ukrajina odpove članstvu v Evropski uniji in NATO in postane nevtralna država. Samo v tem primeru bi bilo mogoče pomiriti te napetosti med Zahodom in Rusijo. No, verjetno boste rekla, da ima Ukrajina kot samostojna država pravico, da odloča o svoji usodi. In jaz bi rekla, da v idealnem svetu to bi bilo verjetno dejansko tako. Ampak, ko gre pa za ta konflikt interesov, velesil, pa potem take abstraktne pravice, kot je pravica do samo odločbe, postanejo nekako brezpredmetne. Dejstvo je, da zaradi teh spopada velikih, kar ta ukrajinski konflikt je in je zato izjemno umazan, zato ker gre za spopad pač dveh veledržav, da pač zaradi tega konflikta trpijo Ukrajinci in tukaj bi želela predvsem to izpostaviti. Ko je recimo Rusija z brutalno operacijo obračunavala z Čečenijo, je ves svet govoril o čečenskih separatistih. Danes, ko Kijev nič manj brutalno ne obračunava s svojimi državljani na vzhodu Ukrajine, pač ves svet govorimo o teroristih. Tukaj bi tudi želela opozoriti na ta dvojna merila. No, na srečo tale zahteva Kijeva, da se te separatiste na vzhodu Ukrajine v parlamentarni skupščini Sveta Evrope opredeli za teroriste, ni obrodila sadov. Sem pa pred kratkim prebrala zelo grozljivo zgodbo o tem, da so v Latviji prepovedali pošiljanje humanitarne pomoči pač potrebnim na vzhodu Ukrajine, češ da gre za pomoč teroristom. Še enkrat bi želela poudariti, da v Ukrajini divja državljanska vojna, da je vsaj 75% ljudi, ki se borijo tam, je pač Ukrajincev. Zato je nesmiselno govoriti o proruskih separatistih, ker oni se ne borijo za priključitev k Ruski federaciji, ampak se borijo za samostojno državo. Če že govorimo pač o proruskih separatistih, potem bi mogli nujno govoriti tudi o proameriški ukrajinski vojski, kajti želela bi spomniti, da je ameriški predsednik Barack Obama pred dnevi na CNN-u priznal, da so Združene države Amerike pomagali pri prenosu oblasti v Ukrajini, kar pomeni, da je priznal vlogo v ukrajinskem državnem udaru, kajti to pač je bil klasičen državni udar. Odstavljeni ukrajinski predsednik Viktor Janukovič je 21. februarja na pogovorih, na katerem je sodelovala tudi Evropska unija, privolil v predčasne volitve. Po noči so oboroženi neznanci začeli napadati upravna poslopja v Kijevu, zato je pač zbežal v Rusijo. Kaj je to, če ne državni udar? Šele zatem je prišlo do ruskega anektiranja Krima. Jaz mislim, da v teh zadevah je vrstni red izjemno pomemben. Hvala za pojasnila. Prosim.